Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Moja današnja gostja je Katja Turk Escobar, soustanoviteljica pražarne Escobar. Gospa Katja, jaz imam navado, da vsakega gosta vprašam, a prosim se lahko predstavite tako, kot želite biti predstavljeni? Lepo pozdravljeni, najprej hvala za povabilo na ta pogovor. Se mi zdi, da ste začeli z najtežjim vprašanjem, ker Res je. sebe je vedno težko predstaviti, vrednotiti. Ampak glede na to, da ste me pred ta mikrofon povabili kot podjetnico, mi mogoče izpostavlja, da me zaznamujejo lastnosti, ki jih imamo vse ženske, ki smo v podjetništvu. Delovnost, odgovornost, zavzetost, včasih tudi malo trme, gremo z glavo skozi zid. Ampak tega je z leti vedno manj, ker se pač učimo na izkušnjah in modrostih in tudi to, da vse počaka. Tako da ja, to bi bilo recimo na kratko. Prav, glede na to, da ste se opisali kot podjetnica, pa začniva pri tej vaši podjetniški poti. A mi lahko opišete to vašo življenjsko in hkrati tudi podjetniško pot? Ali pa bi mogla reči podjetniško pot, ki je hkrati tudi življenjska pot? Tako je, oboje se res povezuje, ni neke meje, ker kava je nekako spontano ratala podjetniška ideja in se je iz tega razvila podjetniška zgodba. In je pomemben del tako zasebnega življenja, se pravi, res uživam oziroma z možem uživava ob kavi in obenem je pač to najina služba. Treba mi zdaj še korak nazaj. Jaz se o vas spomnim, ali pa toliko vem o vas, da ste prej bili zaposleni na STA-ju. STO je STO, Slovenska turistični turistična organizaciji, STO-ju. In potem se je zgodilo kaj? Kako je potekal ta proces? V bistvu po drugi porodniški se nisem več vrnila v službo, ker sva to najino idejo razvila tako daleč, da se najprej v bistvu mož zaposlil kot pražar in je se lotil teh podjetniških izzivov. Jaz sem mu vedno z eno roko in idejami pomagala in potem sva se obadva znašla v tem. In ko vlagaš več energije, več idej, so v bistvu tudi rezultati vedno boljši, tako da je potem to ratala najina služba. Je pa vaš mož iz Hondurasa. Tako je. Tako, in njegovo življenje je pa drugače prepleteno s kavo. Kako, zakaj ali pa kako pa on gleda na vse skupaj? Njemu je pa kava bila, ne vem, lahko rečem, položena v zibelko. Odrastel je na manjši kmetiji, kjer so kavo gojili za svoje lastne potrebe. Se pravi, tako kot imamo mi na vrtu jabolka, hruške, češnje, so tudi oni doma gojili svojo kavo in je zelo zgodaj začel piti kavo. V Hondurasu že otroci pijejo kavo, kar je meni bilo sprva precej nenavadno. In ko se je v bistvu srečal s to domačo, v narekovajih, kavo, je vedel, kaj dobra kava je. Potem je imel tudi priložnost delati na inštitutu v Hondurasu za kavo, tako da tam je dobil tudi strokovno znanje, ke mu je potem na začetku najine poslovne poti zelo prav prišlo. Vmes je sicer šel v Ameriko, tam je delal povsem druge stvari, je bil vodja gasilske enote. In tudi jaz sem šla v Ameriko po študiju in tam sva se midva spoznala. Tako da sva delala povsem druge stvari. Ko pa sva se odločila, da želiva pač se nekje ustaliti, sva zato izbrala Slovenijo. On se je opogumil, prišel živet sem in v bistvu ta kavna zgodba se je začela tako, ker vsaka kava, ki sem jo jaz skuhala, ki sem jo dobila pač v trgovini, mu nekako ni bila všeč. In k sreči je potem on začel iskati rešitev za ta problem. Ni pobegnil
iz Slovenije. In potem sva nekako tako začela s prvim kilogramom nepražene kave, ki je z nama prišel v Slovenijo v kovčku, in so nas res navdušile te arome, okusi. In od tam naprej se v bistvu je potem on tudi začel ukvarjati, kje bi lahko dobil večje količine kave. Namesto ročnega praženja je potem k nam prišel prvi pražilnik oziroma aparat za praženje kave in smo začeli z nekaj kilogrami na mesec, zdaj smo pa že malce večji. Rada bi se ustavila pri temu, kar ste rekli, da vašemu možu iz Hondurasa, ki je navajen na domačo kvalitetno kavo, ni bil všeč okus kave, ki ga je čutil ali pa ki ga je lahko poskusil v Sloveniji. Zakaj gre? V čem se ti okusi razlikujejo? V čem je razlika? Se pravi, iz slabe surovine ne moremo skuhati dobre kave. Enako kot velja v kulinariki, in to dobro vejo vsi šefi, ki so pač v kuhinji vsak dan, iščejo dobre lokalne surovine. In enako velja pri kavi. Če imamo dobra zrna in če so ta zrna pravilno spražena, če so sveže spražena, je okus kave v skodelici bistveno boljši. Jaz pravim, da kava se ne pokvari, ampak se pa hitro postara. Ponavadi te kave, ki jih dobimo na trgovskih policah, ne vemo, od kod prihajajo, ne vemo, kdaj so bile spražene, in posledično je potem tudi kava v skodelici, lahko rečemo, neokusna, mrtva, nima tiste živahnosti v okusu. Pri nas pa dobavljamo sezonske kave, se pravi, kava, ki zraste, ki se sprocesira, se potem tudi v zelo kratkem času pripelje v našo pražarno. Naš pražar, se pravi Omar, vsaki kavi določi profil praženja, s katerim res želi poudariti okuse, ki jih zrno prinese v pražarno. Okuse porekla, različnih sort, različnih načinov procesiranja. In vsa naročila se pražijo po naročilu, kar pomeni, da nimamo stare kave. In prav ta svežina je res pomembna. Kava je najboljša od mesec do 3 mesece recimo po praženju, potem pa začne izgubljati te glavne kvalitete, ki nas očarajo, arome in potem organoleptične okuse. Tako da to je razlika. Jaz sem šla prav gledat za potrebo priprave na ta najin podcast in dejansko ugotavljam, da so kave, ki jih kupimo v trgovinah, da imajo po 2 leti roke uporabe. Po tem, kar ste pravkar povedali, je to 1,5 leta preveč. Tako je, pa še ponavadi tudi te kave, ki jih večje pražarne nabavljajo, lahko čakajo v nekem skladišču tudi do 10 let. Kava se ne pokvari. In tudi potem po praženju, ja, rok trajanja 1 leto zagotovo, tudi po 5 letih kava ne splesni, se ne pokvari v vrečki. Res pa je, da nima več verjetno nobenega pravega okusa. Koliko imate vi uvida ali pa koliko mi vi znate opisati ta postopek pridobivanja kave in potem celoten postopek sušenja, praženja do trenutka, ko dobimo kavo v skodelico? To bi sicer verjetno bilo bolj vprašanje za vašega moža Omarja, pa vendar. Kaj znate ponoviti iz vajinih debat ali pa kar ste videli? Se pravi, v teh letih res je prišlo ogromno znanja. Vsak dan se učimo, tako da še vedno pride vsak dan kakšna nova informacija. Lahko bi, mislim, da en cel podcast posvetili samo tej temi, ker je res svet kave zelo pester. Kar je pri nas najpomembneje, je, da izbiramo kave z visokih nadmorskih višin, ki so pridelane v manjših kavnih nasadih, se pravi, da tukaj ni neke intenzivne pridelave, ni potem odzadaj nekega intenzivnega se pravi škropljenja, obdelave s
čim več, pridelka, ampak, proba nekako kavovec posnemati neko svoje naravno okolje, naravni proces, pridelave. In potem vse te kave so ročno obrane, a ne, niso iz nekih industrijskih kavnih nasadov. Pri samem procesiranju obstaja kar precej različnih metod. Prana, sušena, medena, potem so razne nove metode. V prvi vrsti so bile namenjene temu, da so se kavna zrna pravilno, obdelala, da so jih v bistvu pridelovalci lahko skladiščili in potem transportirali povsem, a ne, globalno po celem svetu. Se pravi, so morala biti kavna zrna pravilno sušena, da se niso, v skladišču ali na poti pokvarila. Zdaj pa v bistvu te procesirne metode, pridelovalci uporabljajo tudi zato, da izoblikujejo neki specifičen profil okusa. Se pravi, poreklo, sorte, načini procesiranja, vse to je, ključnega pomena za to, kakšne okuse bomo mi okušali v skodelici. In Slovenci smo kakšni, potrošniki, okuševalci kave? Smo gurmani, znamo spoznati, kaj je dobra kava, smo zaradi navade na slabo kavo, včasih pretirano občutljivi? Kako bi nas opisali? Da popijemo veliko kave, bi bilo pa fino, da bi bili malo bolj zahtevni kavopivci. Ampak, jaz skozi svojo izkušnjo, vidim, da če nismo dovolj opremljeni z informacijami, nimamo neke želje po raziskovanju, nam v bistvu, nimamo potem, možnosti primerjati dobra, slaba kava. Vzamemo tisto, kar, nam ponudijo. Je pa vedno več, no, sploh mogoče mlajša generacija, ki je več v stiku s trendi oziroma s pač razvojem kavne kulture, je pa bolj, zahtevna, in pa jo zanima, a ne, se pravi, od kod kave prihajajo, kako so bile sprocesirane, katere sorte so in potem tudi različne, metode priprave. Midva sva zdaj že recimo 10 let se s tem ukvarjava oziroma skoraj, malce več, če vzamem še tisto za hobi na začetku, in v teh letih se je ogromno spremenilo na boljše. Ko omenjate trende, včasih se človek ne more znebiti občutka, da tudi pitje kave ali pa cela kultura okoli kave postaja enako, kot se je to zgodilo tudi z drugimi dobrinami, kot so matcha, kot so čaji, kot so konec koncev tudi hamburgerji ali pa džini. Neka znanost, neki trend, nekaj, kar morda na trenutke je moderno, je malo poš. Kako vi gledate na to? Jaz bi ne rekla, da je moderno oziroma da mogoče kavo dvigujemo, a ne, tako kot, ne vem, dobre sire, vina na višji nivo. Jaz v bistvu gledam predvsem, z vidika, da je potrebno ogromno vložiti v pridelavo dobre kave. In potem je naša želja, da v bistvu, ta dober pridelek tudi reprezentativno pražimo, postrežemo tukaj, kupcem, ki jih zanima, damo dodatne informacije in vse to, dviguje vrednost izdelku. In gledam to tako res, kot možnost, da pozitivno, spreminjamo kavno industrijo, ki je šla iz tega, da je kava bila, neka dobrina, ki jo je, a ne, 100 let nazaj redkokdo lahko, dobil, še recimo, ne vem, ker smo z Vrhnike iz Cankarjevih časov, vemo, da, kave ni bilo lahko dobiti in se je takrat mogla mama zelo potruditi za tisto skodelico kave, da jo je postregla Ivanu. Potem je prišlo to obdobje industrializacije, se pravi, dajmo pridelati čim več po čim nižji ceni. In tudi kava je bila ena izmed surovin, ki so jo potem začeli, množično pridelovati, ampak a ne, je pa v bistvu kakovost, tega pridelka padala. In zdaj nekako spet postavljamo,
s tem segmentom specialty kav, kavo na svoje pravo mesto, da nekako gledamo celotno verigo od pridelave, predelave pa, praženja do končnega potrošnika, da ni to, samo neko, a ne, zato, da zjutraj spijemo tisto skodelico kave za poživitev, ampak da je to res lahko tudi del gurmanskega užitka. Dobra kava res polepša dan, in je čisto drugačna izkušnja lahko. Kako pa vi gledate na to, dvojnost, dualnost kave, ki ste jo ravnokar omenili? Po eni strani je to, po mnenju tudi koga legalna droga, ker je neko poživilo, po drugi strani je to zelo velik užitek lahko za marsikoga. Kaj vam predstavlja denimo kava? Se pravi, res predvsem jo umeščam v ta del, da lahko uživamo v okusih, ki jih nam lahko dobra skodelica kave ponudi. Tudi v pražarni Escobar nikoli, ne damo kvantiteto pred kvaliteto, se pravi, raje manj, pa da je tisto dobro. In kava je res veliko več kot, samo tisti jutranji, odmerek kofeina. Kaj pa načini priprave? Recimo vem, ker sem uporabnica vaše kave, da lahko dejansko potrošnik izbira, ali želi kavo pripravljeno za kafetiero ali želi, turški način priprave, lahko dobiš tudi kavo v zrnih. Od česa je to oziroma to je mletje kave, a ne? Ali je pri pripravi še kakšna druga razlika? Hočem vprašati, z vidika načina priprave, kako se kava obnaša različno ali pa ne? Se pravi, zelo raznoliki načini priprave, dajejo samo možnost nam, da jo uživamo na več različnih načinov. Res je, da nekatere kave so boljše v espresso pripravi, druge recimo v filter. Tudi turška priprava je povsem, ena izmed priprav, in je to samo možnost, da kave lahko uživamo na več različnih načinov, in je to zanimivo raziskovanje. Tako da jaz vedno priporočam, da če je le možnost, da probamo kavo na več različnih načinov si pripraviti, da izbiramo med različnimi kavami in je v bistvu to potem, neskončna zgodba kombinacij. Kje pa povprečni Slovenec naredi največ napak pri pripravi kave? Kje bi lahko recimo svoj proces priprave kave izboljšali z enimi takimi domačimi ali pa običajnimi triki? Ja, jaz bi rekla, da začetek je zagotovo, izbira prave kakovostne kave. Rada primerjam, recimo, da ima nekdo svojega, branjevca na tržnici, ki mu zaupa, da bo tam vedno dobil svežo solato, dobro korenje, domače pridelke. In na enak način lahko si izberemo pražarja ali pa več pražarn, ki mu zaupamo, in vemo, da bomo tam vedno dobili, kakovostno, sveže praženo kavo. In to je začetek. Potem pa, različni načini priprave, vedno se da kakšen korak malce izpiliti. Pri, recimo turški pripravi jaz zelo pogosto, ko se pogovarjam z, ljudmi, pravijo: dam vrelo vodo, zavrem in še ene trikrat, da se dvigne do roba džezve kava, pa potem odstavim." Ne, kava ni ljubiteljica previsokih temperatur, tako da, recimo pri turški pripravi, ki še vedno najbolj pogost način priprave v domačih gospodinjstvih v Sloveniji, jaz vedno priporočam, dajte kavo že kar v hladno vodo, da je ne šokirate, s tem, da jo, damo v vrelo vodo. Dobro premešamo, potem jo pristavimo na štedilnik in je dovolj, da se enkrat dvigne do roba džezve. Ker v kavnih zrnih so olja, sladkorji in vse to, če pregrevamo, če prežgemo, nam potem doda grenkobo v skodelico kave. Tako da Zanimivo. to je en tak
Nasvet, hvala nasvet. zanj. Tudi, jaz ga prav gotovo lahko uporabim. Kaj pa kave z okusi? Mhm, Ko sem jaz začela piti Escobar kavo, so me pritegnile, kave z okusi. mhm, Z okusom čokolade, z okusom lešnikov, z okusom, rafaela, mhm. mislim, da je bil, karamele in podobno. Potem sem pa zelo hitro prišla ven iz okusa, potem so me veliko bolj pritegnile vaše klasične kave. Kaj je kava z okusom? Mhm. To so v bistvu, najbolj, bi rekla, res pritegnejo, veliko uporabnikov, ampak ponavadi potem gre iz teh kav, veliko uporabnikov na, kave s poreklom in, zato, da se res okusi pravi okus kave, a ne. Pri aromatiziranih kavah dejansko mi dodamo potem še posebne sirupe, jih aromatiziramo. Jaz jih vedno priporočam aromatizirane kave za tiste, ki si dodajo še malce mleka in sladkorja v skodelico kave in potem to rata že tako malce sladica v skodelici. Ampak, se mi zdi, da je fino potem dati tudi priložnost, kavnim mešanicam, kavam s poreklom in je to potem, se začne to res pravo raziskovanje kavnih okusov. Mhm. Cene na globalni ravni, cene kave, se strmo dvigajo. Um, kakšen trend mislite, da se dogaja, oziroma kaj to pravzaprav pomeni za nekega povprečnega uporabnika kave? Kaj se nam obeta, po vašem mnenju, v prihodnosti? Ja, je v bistvu pri kavi je bilo od nekdaj tako, da cena kave je odvisna od, veliko dejavnikov. Kar se dogaja v zadnjem času, bi jaz rekla, da je to predvsem odraz tega, da je več kot desetletje, bila cena sploh komercialnih kav prenizka, da smo res pili kavo po zelo, nizkih cenah, in s tem v bistvu nismo naredili nič dobrega za tiste, ki se ukvarjajo s pridelavo kave. Tako da, se mi zdi, da ta dvig cen se je moral zgoditi, ker je ogromno dela, ki ga je potrebno vložiti v pridelavo kave. Sploh ta segment specialty, ki se pa res osredotoča na kakovost, so pa cene so zelo realne, no, tako da pač seveda jih občutimo, vsak dvig cen, ne, je neki šok za nas uporabnike, ampak če razumemo, kaj je v ozadju, je potem to, lažje sprejeti. A nam razložite malo več o tem, pravzaprav kaj se zadaj dogaja s tistimi, ki kavo proizvajajo? Kako je s kmeti, kako je s tem fair tradeom? Tega, tega vidika običajno potrošnik ne vidi. Mhm. Vi ne imate vpogled v zakulisje? Ja, običajno, a ne, se ne sprašujemo, kaj vse vpliva na ceno. Mi recimo smo zelo povezani s pridelovalci, in vemo res, da ni enostavno pridelati kave. Res smo, zdaj sploh odvisni od podnebnih sprememb, ki so realnost in so tudi pogoji za pridelavo kave vsako leto težji. In a ne, kava je dejansko sadež, ki ga je treba obdelati, na tak način, da se ne pokvari. To je res, so postopki, tudi obiranje kave ni enostavno in ogromno dela vloženega. Res je, da so ti izvozni postopki zelo centralizirani še, tako da recimo sploh v Afriki je zelo težko priti, da bi bil neposreden odkup od kmeta, ampak gre to preko, zadrug in potem, institucij, ki na nivoju države, skrbijo za izvoz. Tako da in vsak, ki je vpet v to verigo, seveda vzame, svoj del in na koncu pride cena taka, kot je. In mi ponavadi, ko gremo se za neposredni odkup od kmeta, je v bistvu kava ne pridemo z boljšo ceno skozi, kot če kupimo od nekega večjega, distributerja, v Evropi recimo.
Potem besedne zveze, kot so fair trade, direct trade, a je to past za potrošnike, je to oglasno sporočilo ali kaj od tega dejansko drži in potrošnik tudi s tem, morda z nakupom takšne kave, nekaj res prispeva k nekomu, ki to predeluje, prideluje. Prideluje. Ja, zagotovo je dodaten plus. Mi recimo nikoli se nismo odločili za certifikat, fair trade, ampak probamo udejanjati model direct trade, kar ni vedno enostavno. Je v bistvu včasih to dodaten marketing, ampak mi se res trudimo, da pač, plačamo kakšen evro več za kilogram, zato da ohranimo, dolgoročno sodelovanje. Radi se vračamo k istim pridelovalcem, zato da, ne skačemo, ne iščemo kar naprej novih dobaviteljev, da imamo zagotovljeno neko konstanto dobave kave, da je kava kakovostna in da, nenazadnje gradimo poslovne odnose in ti odnosi so tudi, pomemben del. Omenjali ste že različne celine, morda različne države, iz katerih ta kava prihaja. Vi imate v svoji ponudbi, ne vem, pa je kava iz Srednje Amerike, kava iz Južne Amerike, omenjali ste prej kavo iz Afrike, v trgovinah velikokrat vidimo 100% arabika. Kaj to pravzaprav pomeni? Ali pa kako to poreklo, ali pa različni kontinenti, različne države, kaj nam povedo o kavi, ki jo pijemo? Okej, mogoče najprej ta izraz stoprocentna arabika. To je, po zakonu mora biti, oziroma pač, na embalaži, da je to kave sorte arabika, se pravi, tako, to je sorta kave. Nam pa ta izraz ne pove pravzaprav nič, od kje kava prihaja. Tako da, Katere sorte pa še poznamo poleg arabike? A je še več različnih sort? ena izmed najbolj poznanih je potem še robusta. In tukaj to sta dve sorti, ki jih najbolj poznamo, ki sta najbolj prisotni. V primerjavi med tema dvema sortama arabika še vedno velja za kavo, ki je kakovostnejša, in pa, ima več okusa, je bolj, v tem gurme segmentu. Robusta je pa kava, ki je manj zahtevna za pridelavo. Predvsem v zadnjem desetletju so se naredili veliki nasadi v Aziji, predvsem z namenom za pridelavo instant kav. Je kava, ki je cenejša, zato jo recimo, večji pražarji vzamejo kot neko osnovo za svoje mešanice in potem dodajo malce, arabike, zato da pač ima, kavna mešanica vsaj nekaj okusa. Potem so še sorte liberika recimo, ki je veliko bolj bogata s kofeinom, in je še res malo morje ogromno podsort. Tako da, Okej, in zdaj, če odmisliva sorte in podsorte, imamo potem pa še poreklo, iz kje ta kava prihaja, kje se jo goji. Kaj nam pa to pove potem recimo o kavi? Se pravi, lahko, naredimo neki, zelo splošen opis. Afriške sorte, oziroma afriške kave so ponavadi, jih zaznamuje več sadnosti, več, živahnosti v okusu. Srednjeameriške kave naj bi imele več karamelnih, poudarkov. Južnoameriške kave, brazilske kave, malce več grenkobnih, not temne čokolade. Ampak to je res tako zdaj, zelo grob opis. Ker odvisno tudi od nadmorske višine, to, kar ste Tako. prej opisovali, od same lege, mikrolege, Tako. kmetije. Res je. Vsi ti dejavniki potem, vplivajo na končni okus kave v skodelici. Tako da recimo mi se res trudimo, da vse te informacije tudi končnemu potrošniku, podamo, in vse to je zapisano na naši embalaži. Kdo je pridelovalec, katere sorte je kava, če so kakšne Ko posebne beremo značilnosti. vašo embalažo, se to
vedno, to se človeku res sline pocedijo. To so, opisi, podtonov, bogatih okusov, kaj vse se zazna. In bi rada vprašala, zdaj, jaz se trudim vedno znova te okuse zaznavati, včasih mi uspe, mnogokrat ali pa največkrat mi ne. So ti okusi verjetno najbolj pridejo do izraza takrat, ko pijemo espresso, torej ko pijemo čisto kavo brez kakršnihkoli dodatkov? Seveda, najlažje je okus kave zaznati, kadar, kavo pijemo brez sladkorja, brez mleka. Res je kava navada, tako da je, težko kar preklopiti oziroma takrat, ko res želimo okušati, pijemo kavo brez vseh dodatkov. Bi pa rekla, da je mogoče, filter oziroma drip metoda najbolj primerna za tako okušanje Filter? tako, ja. Oziroma v kavni, industriji poznamo tudi coffee cupping, to je prav okušanje kave. To ni pitje kave, ampak gre za, poseben protokol, ki je namenjen temu, da, poskusimo prepoznati te note, ki jih potem mi navedemo tudi na embalaži, v kavi. Podobno kot someljeji okušajo vino? Tako. Coffee cupping je v bistvu kot someljejstvo pri, vinski kulturi. S katerim delom ali pa, na kakšen način mi v ustih najlažje zaznavamo te podtone? Si predstavljam, zdaj zelo, zelo laično, z različnimi deli, grenkobo na eni strani, cvetličnost na drugi strani. In dejansko je torej pomembno, da se vsi ti okusi zmešajo in Se pravi, pri coffee cuppingu imamo tako, kolesje okusov, ki nam je v pomoč. Se pravi, ne vem, en del je več sadnosti, drugi del je malce več karamelnih, okusov in potem je ogromno tudi podokusov. Zagotovo je tukaj, vaja dela mojstra, se pravi, več kot okušamo, več lahko zaznavamo. Tudi, jaz pogosto zaznam neki okus in ga ne znam, izraziti. Tako da, ja, čim več okušanja, lažje je potem, se tudi izraziti, spoznati, prepoznati, različne okuse. kako denimo svojo kavo pripravlja vaš mož, ki ste povedali, da jo pije od otroštva dalje? Mimogrede, kaj je ta starost, ko začnejo v Hondurasu otroci piti kavo? Ja, Umar pravi, da jo je začel piti pri 2 letih. Črno kavo s kofeinom. Tako, ja. Se pravi, njihov tradicionalni način priprave je prav ta filter, midva praviva drip priprava. Gre za malce bolj grobo mleto kavo, ki se samo prelije z vodo in potem, lepo kava, voda, gravitacija. In v spodnji posodici v bistvu, ko se prelije kava, z vodo, potem ta voda lepo, pronica, vzame s seboj okuse in, dobimo zelo čist, napitek in ga je lažje okušati. In to kavo spijemo kako hitro potem, ko pronica v lonček? Takoj? Jo lahko pogrevamo? Tako kot vidimo pri Američanih, ke pol tisto tam stoji postano pol dneva? Raje ne. Ja. Naj bo kava res sveže pripravljena, je pa fino, da se malce ohladi, zato da jo lažje okušamo. In to je recimo najin jutranji ritual tudi postal. Tak način priprave. Omenili ste podnebne spremembe, ki, vplivajo na pogoje za pridelavo kave, ki so vsako leto težji. Zakaj? Kaj se dogaja? Enako kot pri nas. V bistvu so te ekstremni, se pravi, menjave, vremenskih, pogojev oziroma zelo, letos recimo, na konkretnem primeru, kmeta iz Hondurasa so izkusili, ogromno količino padavin v tistem času, ko bi morala biti kava obrana, kar pomeni, da niso mogli v kavne nasade, niso mogli kave obirati in v tistem času je pač, so kavne češnje, postale namočene, so razpokale in v bistvu, s tisto kavo potem
niso mogli, narediti nič, je ostala na drevesih. Ali pa se je pojavil neki val, zelo hladnega zraka in je v narekovajih, kot slana pri nas, Požgala. tako poškodoval, kavne češnje na drevesih, enako je ostalo vse skupaj, neuporabno. Tako da taki v bistvu ekstremni pojavi, ta nihanja, nepredvidene padavine, so naredile letos res veliko škode. Zdaj govorim na konkretnem primeru v Hondurasu, potem, ne vem, vemo, da v Braziliji 2, 3 leta nazaj zaradi te velike suše je šlo ogromno pridelka, in ko v Braziliji manjka kave, to pomeni na globalnem nivoju velik manko in je potem to vse povezano. Ker potem, če ni brazilske kave, se kava kupuje v, državah, drugega porekla, tam je potem premalo kave, in to potem vpliva na neka, v bistvu nihanja v zalogah in vse to se potem tudi pozna pri ceni kave. Zdaj bi se pa rada za konec vrnila še k vajini zgodbi. Kako ste iz Vrhnike, omenili ste že Cankarjevo kavo, to je res ena od najbolj znanih, literarnih omemb kave v Sloveniji. Izredno, tudi vizualno si znamo to predstavljati, zahvaljujoč Ivani Kobilice verjetno ali pa še komu drugemu, no. Skratka, kako je s kavo, povezano veliko enih čustev, Slovencev, predvsem teh čustev, užitka, skromnosti, da si v nekem trenutku vreden nečesa, ne, je povezano s kavo. Kako pa recimo vaš mož, ki je prišel iz Hondurasa, zaznava morda ta razkorak ali pa to, razkorak med neko Cankarjevo skromnostjo na eni strani pa, to potrebo po kavi kot, izraz nečesa vrednega, pa s sodobnim prestižem, ki ste ga tudi delno opisali danes že? Jaz bi mogoče rekla, da smo v bistvu, bolj kot ne, nekako, z našim delom kritični do nekega sistema, tako kot je Cankar, pač s svojimi deli, rad pokazal na družbene probleme. Mi želimo v bistvu pokazati s kavo, da ta neka masovna proizvodnja mogoče, tudi ni okej in da, ne, je lahko rešitev tudi ta naša osebna odločitev, da drugače pristopimo h kavi in začnemo delati spremembo pri sebi, ki bo potem se nekako, naredila boljši svet, no. Tako zdaj mogoče sem to malo, In če aplicirava to, kar sta naredila vidva, v bistvu, torej en izraz delnega upora proti tem sistemom, ki so začeli v bistvu kavna zrna zlorabljati na neki način. In posledice smo potem občutili vsi v neustrezni kvaliteti, v prenizki, kakovosti in tako dalje. Kam vse se vam še zdi, da bi, na katera vsa področja življenja bi še lahko aplicirali recimo ta način razmišljanja? Kje povsod bi Slovenci morda še lahko z neko tako potezo, kot ste jo vi naredili pri kavi, si recimo izboljšali kvaliteto uživanja, življenja, konec koncev surovin, sestavin, ki jih vnašamo vase? Jaz recimo, vidim skozi najino zgodbo, da ko se odločiš, narediti spremembo, moraš začeti z majhnimi koraki. Predvsem je pomembna, kakovost življenja in to pomeni kakovostno preživljanje, se pravi, vsakega dneva, kakovosten izbor, tistega, kar jemo, ker to, kar dajemo v sebi, nam daje energijo, in če je to dobro, potem tudi naše telo dobro funkcionira. Kakovostni medsebojni odnosi, in da res mogoče se znamo tudi malce ustaviti in,
uživati v nekem drobnem trenutku, ki nam polepša dan, in je to v bistvu tisto, kar pol, kot neka vsota dviguje kakovost našega vsakdana in je vedno več teh trenutkov in, bolj kakovostno živimo, ko se ozremo nazaj, vidimo neko vrednost. Ni to samo pač neko hitenje iz dneva v dan in potem se niti ne zavedamo, da se obrne 1 leto, 2 leti in, Vse včasih to, prepozno. kar zdaj pripovedujete, pravzaprav skodelica kave, simbolizira. Ja. Se ustaviš, da uživaš v tistem trenutku, Mhm. pogledaš okrog sebe in se zaveš, kako ti je lepo. Super ste to povedali. Je res, lahko je kava kot neki simbol, da se odločimo narediti spremembo in, se pravi, spijemo dobro kavo, se, družimo s pozitivnimi ljudmi in začnemo s spremembami pri sebi in potem se mi zdi, da to potem se pozna tudi v okolici, v kateri funkcioniramo. A mi še zaupate, prosim, kaj je bilo na vajini poslovni poti najtežje? Hm. Se mi zdi, da vsak izziv, ki je prišel, mogoče pred 10 leti, me je bilo teh izzivov strah, ampak so v bistvu priložnost, da se gre naprej, da se išče rešitve in, dokler izziv ni rešen, to ni konec, a ne. In potem tudi, ko pogledaš nazaj, ni več tako bav, kot je bil takrat. Tako da, ne bi mogla, se mi zdi, izpostaviti enega izziva, bi pa zagotovo se še enkrat odločila za isto pot, ker, je kava prinesla res ogromno enih pozitivnih stvari. Omarju je omogočila njegov osebni poslovni razvoj, je v bistvu del najinega odnosa, ki se prepleta zasebno, poslovno, in pa jaz lahko rečem, da je moje življenje lahko, kar se tiče kave, obdobje pred Omarjem in po Omarju, ker prej res nisem imela znanja, odnosa do kave, niti kave nisem pila, zdaj pa je to postal en pomemben del mojega dneva. Se na slovenski sceni pražarnice podpirate ali si v resnici mečete polena pod noge? Mi smo, se mi zdi, tako, povezani. Res je, da mogoče midva vedno greva neko svojo pot, ker sva nekako kot prva mikropražarja si začrtala, kam želiva iti, kako, tako da, sodelujemo, je pa prav, da, vsak, ima neke svoje vrednote, neke svoje cilje in se ob tem dopolnjujemo in smo nekako združeni proti na polu, ki ki postavlja ogledalo komercialnim blagovnim znamkam. In vidim, da tudi te komercialne blagovne znamke črpajo ideje in, ideje za njihove nove produkte tudi pri nas, no. Da grejo nekako v to smer. Da je kava res, produkt, ki si zasluži malce več zgodbe, ne samo, da se postavi na trgovsko polico. Zdaj bom pa za konec samo še izkoristila priložnost, da vas imam tukaj, in bom rekla, če zanima mene, prav gotovo zanima še koga. Katere kave priporočate za kakšen način priprave oziroma za kakšne oblike priprave? Torej, dajte nam neko insajdersko informacijo, katera od vaših kav je primerna za kaj? Težko, vedno je, da ni enega nasveta, enega odgovora. Tudi ko nas vprašajo, katera je pa najboljša kava za turško ali pa za espresso. Ja, nadejala sem se tega odgovora. Težko. Smo si različni, res je, da mogoče kave, ki imajo malo več, karamelnih, not, temne čokolade, so boljše v espresso pripravi. Dočim kave, ki imajo bolj cvetlične note, več, sadnosti, citruse v okusih, so boljše za filter pripravo.
Jaz pa vedno pravim, da zaupajmo svojim brbončicam, preizkušajmo in na ta način je najlažje najti profil okusa, ki je nam najbližje. Okej, zdaj ste mi v usta položili vprašanje, kako ga moram zastaviti. Kaj je pa vam najboljše? Denimo, katera od vaših kav je najboljša za espresso pripravo, katera za filter in katera za turško? Vam osebno. Okej. Zdaj za filter, moram reči, da kar veliko juter, v zadnjem mesecu ali dveh je najin prvi izbor Brazilija Fazenda Guariruba. Zelo zanimiva kava za filter pripravo, ki ima res lepe note citrusov, limonske trave. To je meni super v tej drip pripravi. Kot espresso, recimo bi izbrala našo hišno mešanico Escobar. Če lahko mogoče izpostavim, na novo smo odprli kavarno na Vrhniki in tam smo za našo prvo espresso kavo izbrali Brazilijo Agua Limpa, ki ima res take lepe note tropskega sadja, malce te sadnosti, ki se lahko lepo poveže potem tudi z mlečnimi okusi, če jo postrežemo kot kapučino. Za turško kavo pa dejansko karkoli. Glede na razpoloženje, ali je kaj bolj sadnega za kakšno bolj popoldansko varianto ali pa, ne vem, neka kava, ki ima močno telo, recimo Brazilija Pico Mirante, tako malo bolj klasični okusi s poudarki temne čokolade, lešnikov po okusu, recimo, no. Gospa Katja Turk Escobar, iskrena hvala za vse, da se trudite približevati kavo, za to, da uvajate toliko veliko optimizma v način vašega delovanja in predvsem, ker živite to podjetniško pot na način, kot bi jo verjetno bilo treba živeti, polno optimizma in z zavedanjem, da so vse ovire tukaj zato, da se jih premaga in da zmorete. Najlepša hvala. Res zanimiv pogovor in z veseljem sem prišla, ker vem, da tudi vi uživate v naših kavnih okusih, in dobiti neke take pozitivne odzive na naše delo je samo še dodatna spodbuda za naprej. Hvala, srečno. Hvala. Nasvidenje. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.